Gospod Toman, Pokrajinski muzej ima pestro izbiro. Ogromno ljudi se pri vas tudi obrne in pogleda vaše celotno zbirko, ki jo imate. Kako je bilo za kulturni dan? No, po kulturnem dnevu, ob slovenskem kulturnem prazniku nas je obiskalo 182 obiskovalcev. Mi smo jim pripravili 2 javni vodstvi ob 10. in pa ob 12. uri, in sicer javni vodstvi po stalni muzejski razstavi. Zdaj ti obiskovalci včerajšnji so bili predvsem odrasli, čeprav je bilo tudi nekaj otrok, med njimi vendar pretežno odrasli obiskovalci. Če primerjate včerajšnji dan in pa potem vse dneve v letu, ali se je obisk povečal ali je ostal enak? No, nedvomno, primerjave skoraj ni možno delati z ostalimi dnevi, ne. Na ta dan je bilo veliko več obiskovalcev, kot je sicer. Zdaj, če pa iščemo neko povprečje, ne, pa bi rekel to, da so dnevi, kadar je brezplačen ogled muzeja, to ni edini brezplačen ogled muzeja v letu, ne, imamo tudi 18. maj, Mednarodni dan muzejev, pa muzejsko noč in še nekatere prireditve, takrat se zmeraj poveča obisk. Kaj si pa lahko gleda v vašem muzeju? No, ogledali so si lahko stalno muzejsko razstavo, ki je nekako v 2 delih locirana v tem hipu, kajti prenova stavbe, v kateri se muzej nahaja, še ni zaključena. Sicer od leta 2006 dalje stoji razstava Začetki in pa od leta 2007 razstava, ki govori o nastanku mesta Maribora in njegovem razvoju, tja nekje do 18. stoletja, ki pa smo jo v lanskem letu in pa letošnjem letu tudi dopolnjevali. To je stalna razstava v spodnji etaži Grajske bastije. Kdo so vaši obiskovalci? Je to mladina, so to starejši ljudje, so to šole? Ja, vsi, od vrtcev do upokojencev, ne. Zdaj, seveda, način dela je pa različen z njimi. Vrtce ne moramo pričakovati, da bodo samoiniciativno prišli, za njih imamo en program, projekt, ki se imenuje Muzejski abonma, gre za princip otroških pedagoških delavnic. Potem šolarji prav tako delujemo na različnih nivojih, zdaj že v tradicionalni prireditvi Mali simpozij, pa Velike stvarice malih mojstrov, pa potem poletni program Grajsko poletje. Za odrasle seveda nekaj andragoških programov, ki jih izvajamo, muzejski klub, muzejski večeri, oživljeni predmeti, potem posamezni projekti, če govorim za lansko leto, ob ta projekt Zlata 50, ker smo ob torkovih večerih gostili razne izvajalce pop glasbe v preteklosti, kar pester program.